Danes je z nama Ines Markovčič. Z Ines sem se prvič srečal, ko smo zbirali člane EFI žirije za EFI izvedbo leta 2023. In je bil moj koncept, da najdem tudi nekoga, ki prihaja iz medijskega sveta. Cilj mi je bil, da poiščem nekoga v tiskanih medijih, glede na to, kakšno pozicijo pravzaprav tisk ima v našem medijskem okolju. Ko sem pregledoval podatke, sem pravzaprav bil fasciniran, ker je Ines z Mladino, seveda Ines je vodja marketinga v Mladini, dosegla pravzaprav izjemne rezultate v obdobju po letu 2019. Mladina je bila pravzaprav edini medij med tistimi, ki imajo več kot 100,000 bralcev, ki je imela rast. In to je bil definitivno za mene en odgovor, da očitno na področju marketinga v Mladini dobro delajo. Zgodba z Ines se je nadaljevala, ko mi je par mesecev nazaj Saša dala v roke revijo Super Brands s komentarjem: Mitja, preberi tole, ful dobra vsebina je. In ja, priznam, da sem bil navdušen, in sem šel takoj pogledat, kdo stoji v ozadju, in sem videl glavna urednica revije je Ines. In pol je sledil še tretji del, ko sva s Sašo posnela prvi podcast. Sva ga poslala med drugim tudi Ines. In Ines je kot, malo v hecu, prava piflarka, poslušala zadevo takoj in tudi takoj poslala odlične komentarje, ki sva jih s Sašo z veseljem prebrala in videla pravzaprav priložnost, da določene teme na nek način razširimo. Skratka, eno, drugo in tretje mi daje vtis, da je Ines nekakšen marketinški biser, ki je bil do zdaj malce skrit, in je mogoče tole tudi ena priložnost, da jo predstavimo malce širši javnosti. Tako da, Ines, pozdravljena v najini družbi. Hvala za tako predstavitev, pozdravljena tudi vidva. Dejva začeti z EFI žiriranjem. Bila si v prvostopenjski žiriji. Kakšni so bili tvoji vtisi po tvojem prvem žiriranju? EFI sem najprej za začetek vesela, da tako zgledno živi v slovenskem prostoru. In mi je bilo tudi v čast biti v tej žiriji in mislim, da sem bila res pozitivno presenečena in počaščena temu vabilu. Saj sem tudi že v preteklosti sodelovala, pa tudi še sodelujem pri kakšnih žiriranjih, ampak čisto o vtisih, o katerih me sprašuješ. To je drugače zelo zahtevno žiriranje, ne gre ga podcenjevati. Meni se zdi prav, da je zahtevno žiriranje. V končni fazi tukaj se nagrajuje konkretna komunikacijska učinkovitost. Se pravi, ne ukvarjaš se samo komunikacijo in oglaševanjem, ampak ti se moraš res potopiti v zgodbo znamk, ki se predstavijo, spišejo tudi konkretno te študije v končni fazi, to, kar morajo prijaviti, to so že skoraj tako diplomska dela. Tako da, ko sem začela to prebirati, pa tudi zelo natančno slediti navodilom, kar se tiče samega žiriranja, sem si pa res prav, kot piflarka, malo nazaj, vzela to nalogo z vso vnemo in resnostjo. In sem se tudi počutila zelo odgovorno, da tudi tisto, kar bom od sebe dala v smislu ocen, pa utemeljila, sem res veliko z glavo razmišljala, pri čemer z glavo razmišljala v tem smislu, ves čas sem imela pred sabo tiste znamke, ki bodo na koncu to gradivo prejele in bodo to prebirale. In jaz sem res zelo iskreno vse napisala, tudi v smislu samih popotnic. Ne glede na to,
kdo zmaga. No? Se pač vedno nekdo na koncu zmaga, nagrade so podeljene, ampak moram reči, da EFI kot tak je kar zajetna zgodba v smislu žiriranja. No? Ni to, bom rekla, za podcenjevati, kot že izpostavljeno. Bi pa samo še nekaj dopolnila, Mitja, lepo uvodoma si izpostavil podatke Mladine in tako naprej, bi pa želela vsem podkrepiti. V štartu moraš ti najprej imeti izdelek dobre vsebine, tako da bi jaz tukaj definitivno glorificirala pa postavila na piedestal tudi samo uredništvo in novinarje. Ne bi želela dajati vtisa, da je to vse odsev oddelka za marketing, ki ga seveda z vso vnemo in lojalnostjo z veseljem predstavljam na trgu, živim in diham za ta medij. Sej, ravno to je poanta, ne? Celosten koncept. Res je. Vodenja blagovne znamke, usmerjanja blagovne znamke. Vsi členi moramo pa funkcionirati, pa dihati, absolutno. In mogoče samo v vidu EFI-jevske izkušnje, če lahko apliciraš svojo EFI-jevsko izkušnjo na nek način na delovanje in sodelovanje z znamko Mladina. Meni je vendarle fascinanten podatek, ki sem ga potegnil iz TGI-ja, ta, da je bila Mladina leta 2019 po številu, med tedniki po številu bralcev na 3. mestu, za Ono in Nedeljcem. Leta 2021 je bila druga, od leta 2022 do lani pa je med tedniki na 1. mestu. Torej, če Mladino opredeliva v kontekstu znamčenja, kako se pri vas držite ključnih oznamčnih postulatov, o katerih sva v videokastu prvem govorila s Sašo, kako je s ciljno skupino, kako analizirate njihov state of mind, kako pač te stvari počnete pri vas? Mislim, jaz vedno rečem tako, ti moraš kot znamka najprej vedeti, kdo ali kaj si. Kaj je tvoja identiteta? Od tega se nikoli oddaliti, če se oddališ, napaka. In če sem se tega naučila, da se malo vežem na Mladino, sem se definitivno na Mladini. Ti moraš najprej res v skladu s tem obnašati, torej kdo si, da dobro veš, to izžarevati, nikakor ne se pretvarjati, fejkati, ker potem se ti vsa struktura podre. Jaz bi tako rekla čisto na kratko, kot malo replika na oznamčeni postulat. Potem pa, kar se tiče samih ciljnih skupin, to, kar me v nadaljevanju sprašuješ, definitivno, ti tudi, če hočeš kot znamka živeti, nadalje poganjati po trgu, seveda se ukvarjaš z obstoječimi bralci, pa tudi novimi. Mi vse te podatke spremljamo, omenil si Mediana TGI, to so meni vsi poznani podatki in tudi vsakič sem ponosna, no, sploh če grem še v ta ožji zbor, smo prvi tudi na revijalnem tisku, in potem si misliš, nekaj očitno pač že prav delaš, če uspeš kritično maso ljudi na področju branja, pa vemo danes, kako je z branostjo tiskanih medijev, obdržati. Eno so obstoječi bralci, virniki, imamo res pač tudi to neverjetno srečo in v končni fazi tudi bralci to cenijo, od nas pričakujejo, da še naprej ustvarjamo dobre vsebine, da nas berijo ne samo letja, nekateri tudi desetletja. Zdaj pa, sama se recimo s temi vprašanji vsa leta tudi veliko ukvarjam in obadam, kaj pa mladi, ne? Dostikrat jim mogoče, vsaj po mojih opaženih pa ocenah, prehitro pripišemo, se mladi pa danes niso več toliko kritični, pa jih ne zanima, pa si so toliko v tem digitalnem svetu. Vedno bo sekal ven pas tudi mlajših bralcev, ki si želijo malo več kritičnih vpogledov, kritičnih poglobljenih vsebin. In mi jih tukaj pač imamo, oziroma z leti lepo vstopajo. Je pa res, tukaj bi pač tudi dala vso podporo in pohvalo uredništvu, ki se tudi vsa leta trudi, da ni nikoli tudi na področju generacij zaspal. Mi smo vsaj v zadnjih 5 letih zaposlili ogromno tudi mlajših, govorim tako, mlajših v starosti do 27 let, 22 do 27 let. In meni osebno mi je to tudi zanimivo gledati, ta kluškan bazenček pač novinarjev, kako se krešejo različna mnenja, pogledi, ko sem prej govorila o samem žaru, ti moraš vedno ostati tisti, kar si. In to ni nujno slabo. Mislim, govorimo o generacijah, ki so zdaj pač Gen Z, o Gen Z-ju se veliko pogovarjamo o svetu marketinga, ampak oni recimo pri nas komunicirajo z generacijami, ki so X ali pa baby boomeri,
Tako da mlade pritegnemo, je pa tako, glede na to, da se Mladina pač je v osnovi politični, družbeni in kulturni tednik. Primarno se veliko odzovejo na te res iskrene okoljske tematike, mi se s temi temami tudi precej ukvarjamo, ne? Ni samo politika pa obstoječa družba in v končni fazi globalni svet, v katerem živimo. Tako da, ja, na ta način potem, očitno obstaja prostor, da pritegneš. Ampak še enkrat, če se vrnem na izhodišče, ti moraš biti zvest svojemu poslanstvu. Če bi mi kot mediji kadarkoli zašli pa rekli, gremo mi še mogoče malo to pokrivati, pa lifestyle, to, kar recimo nikoli nismo bili in tudi nikoli ne bomo in tudi nič narobe s tem, da nismo in tudi nič narobe s tem, da obstajajo na trgu mediji, ki to so, absolutno, različni mediji, imamo svoj prostor na trgu, torej ja, se da, ne. Moraš pa pač skrbeti tako za obstoječe bralce in ciljne skupine, kot tudi razmišljati, kaj pa mlajši ali pa drugi. Kar pomeni, ne, ključ uspeha vendarle je konkretna in stalna osredotočenost na to, kar Nikoli si zaspati. in za koga si narejen. Ja. Super. Torej, vzporedno z vodenjem marketinškega dela pri Mladini si se priključila tudi projektu Superbrands. Kaj te je potegnilo tja in kako si se lotila sprememb, ki so očitne? Torej, kaj je ključen cilj, ko opredeljujete znamko Superbrands? Mislim tako, jaz sicer tudi z vidika svojega dnevnega dela sem tak tip človeka, da ne rada spim. Zelo rada širim svoje misli, se razsvetljujem, bogatim svoje znanje, ker nočem pač biti samo, ne vem, klasična marketingerca, ki letno dela po zastavljenih ciljih. Absolutno imamo tudi pri nas cilje, ne. Tudi če se vrnem pač na Mladino, pa bom tudi odgovorila na vprašanje glede Superbrandsa, seveda pač to se tudi od nas pričakuje, da nekaj pač dosegamo, ampak ti, če želiš nekako uresničevati cilje, moraš tudi zelo dobro spremljati podatke. In to niso samo podatki o branosti, ali pa recimo na področju spletnih medijev imamo lepo nacionalno raziskavo merjenja obiskanosti spletnih strani, ampak tudi prodano naklado, naročniški izvodi, vse v bistvu moraš potem to zaokrožiti v neko celoto, da lahko to zanaliziraš in potem vidiš dalje. Ali pa recimo v preteklosti, takšne podatke imam najrajši, smo izvajali tudi poglobljene fokusne skupine in to je čisto super in edino legitimno, da ti malo narediš samo bom rekla, revizije, kje si tudi na področju vsebin in potem iz tega izhajaš naprej. Ampak seveda, da sem tudi, bom rekla, v toku mislim vseh teh podatkov, se zelo rada udeležujem raznih izobraževalnih dogodkov in v okviru SOZ-a, DMS-ja, festivale obiskujem in tako naprej. In na enem izmed teh dogodkov sva se srečala z Boškotom, ki me je pač takrat kot medijko nagovoril za promocijo Superbrandsa. In potem je iz tega nastala zgodba, da ker pač sem se zelo poglobila v te, bom rekla, njegove bolne točke, kaj si pač želi na trgu v smislu samih znamk, ki jih predstavlja skozi projekt Superbrands. In vedno bolj, ko sva razmišljala, je potem nastala ideja, da mogoče pa pač v Sloveniji prostor, da se začnemo o svetu znamčenja kot takem pogovarjati. Ne v klasičnem oglaševalskem ali kakšnem drugem smislu, ali pa marketinškem, ampak samo znamčenje kot veda, ki mislim, da si v Sloveniji še ni čisto tako utrl svojega prostora. In tako sva potem začela s temi idejami glede malo bolj poglobljenih vsebin. V te zgodbe me je vključil, ker je rekel, da sem čisto prepozna ta moj žar ali pa strast. In tukaj pa mi je prišla prav ta dolgoletna kilometrina na Mladini, da sem začela snovati in pripravljati vsebine, ki se zdaj lepo objavljajo v reviji Superznamka in zdaj se je to še nadgradilo v Superznamka klub. Tako, Super, na kratko. Gremo na naše vsebine, na najin prvi videokast. V svojem komentarju si napisala, da močno pozdravljaš kritične točke, ki sva jih odprla. Ja. Da bi se na marsikateri še kar ustavila in pletla, spraševala dalje. In evo, Ines, zdaj se pa zamenjava vloge, pretvori se v izpraševalca, ustavi se, vprašaj in skupaj bomo napletli dalje. Ja, ker tudi, ko smo se pač pogovarjali za današnje srečanje, ne,
tudi sama, mislim, sem si zaželela, no, da ne bi bila samo klasično spraševana vse o Mladini pa super znamki, ampak da res razvijemo eno super debato. In če sem že naredila to domačo nalogo čisto spontano, takrat, ko sem naredila tiste odzive na vajen videokast, vam bom konkretno povedala čisto iz prvega, kaj me je zintrigiralo, sem si po točkah izpisala in kaj bi vaju rada vprašala in sem mislila, da imam ta privilegij vaju vprašati. Evo, na tej trditvi bi se dlje ustavila, ker vidva ste jo zadnjič lepo otvorila, na kratko sta jo oplazila, jaz bi jo pa pač danes umestila v malo bolj poglobljen kontekst, ker bi si želela dobiti malo bolj natančen odgovor. Vidva trdita, da obstaja tako imenovani veljavni zakon znamčenja. A lahko povesta definicijo veljavnega zakona znamčenja? Ja. Ker bo. Bom poskušal najti odgovor. Konkreten termin. Ključna beseda, ki opredeljuje početje vsake znamke in je res pomembna, je osredotočenost. Smo se jo že dotaknili pri kejsu Mladine. Torej, za vsako znamko je izjemno pomembno, da se drži svoje osredotočene zgodbe, ki je sestavljanka tega, kar o njej čutijo in menijo njeni ključni porabniki. Pika. Zgodbo vsake znamke tvorijo njene ključne značilnosti, njene ključne vrednote in njena osebnost. To je prva osnova zakona znamčenja. Druga osnova je, da znamka svojo osredotočeno zgodbo pripoveduje svojim ključnim ciljnim skupinam, torej svojim porabnikom in tistim, ki so po state of mindu, torej po načinu razmišljanja, po življenjskem slogu tem porabnikom najbolj podobni. In tretji element fokusa je ta, da znamka zna na pravi način zgodbo znamke sporočiti svojim ključnim ciljnim skupinam prek pravih, na pravi način izbranih kanalih, ki jih te ciljne skupine spremljajo. Tako je, po mojem mnenju, ali pa to je, po mojem mnenju, dejansko veljavni zakon znamčenja, ki bi ga moral vsak upravljalec znamke danes upoštevati. Jaz moram vseeno na tem mestu Mitjo malo dopolniti. Ko on govori o zgodbi, ustvarjanju zgodbe, o vrednotah, o osebnosti, o osredotočenosti, je tukaj zadaj veliko več, ne. In mi je super, ker si prej pri enem odgovoru govorila o poslovnih nekih ciljih, o viziji. Ja, vsi mi jih imamo, ne. O neki celostni izkušnji uporabnika, v bistvu pri vas, bralca takrat, ne. Mi definitivno se poslužujemo nekega frameworka izgradnja strategije, se pravi, uporabljamo model izgradnje arhitekture znamke, ki nam je ključ. Sestavljena je iz tako poslovnih ciljev, vizije, potem so percepcijske osebnosti, vrednote, vse, in pa izgradnja identitete znamke. In to tvori jedro v strateškem delu, na začetku. In šele ko to res definiramo, kjer so vse percepcije, vrednote, osebnost, vse, pridemo na ta izgradnjo znamke, ki pa ni samo ubesedena. Niso samo besede, dikcije, kako kreiramo zgodbo, ampak pridemo tudi do vizualnega identitete znamke. Pridemo tudi do zvočne identitete znamke. Prav, to sem hotel vprašati. In Super, dejansko je zvočno v tem omenjena. sistemu identitete znamke, ki je drug, poleg klasičnega dela strateškega, s katerimi se vsi ubadamo, je sestavljen iz do zdaj 3 stebrov, zdaj se dodaja tudi trajnostni področje noter, ker tudi trajnost, ravno pri mladih, mlajših, sodobnih družbenih odzivih imamo ta potrebo. Mladi so pri tem neizprosni. Točno to. To tudi nam sporočijo, In to mora pričakujejo to od biti nas. del
pač izgradnje znamke. Ne? Mhm. In šele ko imamo to jedro res sestavljeno iz vseh teh elementov, Mhm. neotipljivih in otipljivih v bistvu atributov znamke, lahko govorimo o celostni izkušnji znamke. Celostna izkušnja znamke je pa tista, ki je pomembna pač pri poslovnih zadevah, ne? Ker dejansko, ko začnemo celostno izkušnjo kupca potem za znamko meriti in gledati, lahko vidimo, da tle dobimo ali povečanje konverzij ali to pa se že odraža potem, če je znamka osredotočena in ima te temelje arhitekturne, vse elemente dobro zastavljene, se to odraža dejansko v poslovnih nekih ciljih in uspešnosti prodaj in to. In to pa je potem celovita obravnava pač izgradnje znamke. Izvoli, Mitja, pa bom Ne. potem dala še en medklic. In Ja. ravno tukaj je ta ključ osredotočenosti. Znamka mora biti osredotočena na to, kar je, mora biti osredotočena na to, za koga je, in mora biti osredotočena na to, prek katerih kanalov bo to počela. Klej je ta ključna razlika iz splošnosti včasih v zelo konkretno osredotočenost. Ne, se to pa se super poklopi s tistim, kar me dostikrat tudi na trgu sprašujejo, ne? Kdo je tvoja konkurenca, ne? Mi sami pač sebe ocenjujemo, okej, se mi neke, bom rekla, konkurence kot take, primarne, no, nimamo, ker smo toliko specifični, no, unikatni, na tem tudi vztrajamo, da smo, mislim pač, se ni, da zdaj to je tako namen, mi pač smo na teh postulatih utemeljeni. Ko pa že gremo na področje recimo malo širšega bazena, sekundarne konkurence, no, tukaj pa pač že malo bolj lahko vidiš, ne. Mislim, mi spremljamo tudi medije, recimo glede na to, da smo sami mediji, poznamo njihove snovi, aktivnosti, o čem pišejo in tako naprej. Ampak recimo, če bi se preveč ubadali samo konkurenco, bi hitro izgubili fokus, to osredotočenost, ki jo Mitja omenjaš, ne. Ti moraš na koncu dneva se, ubadati s tem, kar ti si, kot znamka utemeljen, in potem od tukaj graditi dalje. Seveda pa pač si pozoren na trg. Ampak ne, Ja. samo še ta komentar, ne, Izvoli. vezano na konkurenco, ne. Dejstvo je, Ja. ko gledaš podatke in jih primerjaš s podatki pred 10-20 leti, lahko ugotoviš, da pravzaprav na vseh področjih, na vseh trgih velja, da tako močne konkurence nismo imeli nikoli doslej. To drži, trg je zasičen, ne. Ogromne ponudbe in na področju izdelkov in In to storitev. spet vodi nazaj k Ja. temu, o čemer govorimo. In če ti dejansko res v tem spletu vseh teh elementov, ki tvorijo pač to arhitekturo znamke, in je zakon, nimaš tudi jasno izražene svoje rešitve, kdo si, kaj je tvoj purpose in namen, in zraven k temu dodajaš vizualne, zvočne, vse te zadeve, ti tudi ne moreš osredotočene zgodbe komunicirati, ti tudi ne moreš dejansko svoje jasne osebnosti in vrednot izražati čez vse kanale, ne. In to je ta nek, jaz rečem, kompas in osnova in higiena, to je tako kot temelj pri hiši. Če Ja. nimaš tega temelja, ki je takšen, kot ga potrebuješ, zdrav, čvrst, jasen in vse to, potem ti bo vse razpadlo. In zdaj, ko se je pojavilo ogromno kanalov komunikacije, ne, pridemo na ta nivo taktične izpeljave zgodbe, znamke čez kanale. Ampak, če hočemo to zgodbo osredotočeno za pravo rešitev, za pravo ciljno skupino, za pravo segmentacijo, pravilno peljati dalje, da bo to se odražalo v izkušnji znamke, ker v končni fazi vsaki znamki je namen, da bo na koncu kupec, poslušalec, bralec, gledalec pač se odzval na to, kar počne. Ali z nakupom, ali z branostjo, ali z gledanostjo, ali s poslušanostjo. In mi to lahko dosežemo samo, če bomo na vseh kanalih, ki se pojavljajo, ker zdaj govorimo o digitalnih kanalih, o družbenih omrežjih, o novih pojavih umetne inteligence, lahko da bojo čez 2 leti čisto popolnoma drugi kanali. Ampak ta osnova, ta framework, ki ga ti moraš imeti kot jedro znamke, celovito jedro znamke, z vsemi temi elementi, ti bo veljalo tudi potem. Odlično je bil izpostavljen kontekst arhitekture znamke, in če združim vajine misli, bi se zapičila v 2 besedi oziroma besedni zvezi. Eno so podatki, drugo kanali. Z ogromno podatki razpolagamo, bolj kot kdajkoli. Dnevno, tudi sami, bom rekla, znotraj pač hiš, znamk, operiramo z ogromno poročili, ogromno statistik se izvozi, kaj so kupci rekli, v našem primeru bralci in tako naprej. Zdaj, eno je te podatke imeti, jih brati,
drugo pa je jih sintetizirati in postaviti v celostno celoto. Mitja, evo, leta nazaj na eni izmed Sozovih akademij mi je res, evo, jaz sem zelo tako spontan človek, no, mi je ostal pač ta stavek, ki mi še danes odzvanja. In to si ga rekel ti, ker si pač imel ti predavanje. Si bil že skoraj malo hud, dajte podatke brati. Še tako se ti je malo čupca zatresla, no. To mi je ostalo. Vem, da pač, jaz sem se takrat malo tako prebudila. Evo, mislim, treba se tudi o teh vprašanjih pogovarjati, ne. Pa Janja Božič Marolt, mislim, da je prav tako, še, ker se malo v efektu pravično se opravičujem, ker sem malo hud v temu, ne, dajte podatke brati. Je rekla, ne, Mitja, prav je, da se malo razburjaš, ne. Hočem nekaj drugega reči, ja. Eno je podatke imeti, ogromno jih imamo, drugo jih pa tudi znati brati. Sama sem rekla, se dolga leta, ko sem se pilila tudi na podiplomskem študiju, vedno potem se vse skupaj šele začne in tudi konča pri interpretacijah podatkov. In to, jaz te veščine ne podcenjujem, to tudi ni obrt za vsakogar. Treba je znati tudi podatke interpretirati, pa tudi res, kot rečeno, ogromno jih imamo. Pa me zanima, evo, čisto v kontekstu dobrega znamčenja. Koliko so podatki ključni, kako jih tudi, bom rekla, postaviti na nek skupni imenovalec, a jih lahko postavimo na skupni imenovalec, res jih je ogromno? Prvo in temeljno, ne, podatke moramo postaviti na skupni imenovalec. Res je, nevarnost, da se zgubimo v podatkih, ki jih je preveč, ne, pogosto, je velika. So v ozadju različne metodologije zbiranja, ki vodijo lahko do napačnih interpretacij, so različne vsebine. Skratka, cel kup enih razlogov je, ki te vodijo do tega, da zalutaš in se zgubiš. In ja, moram se strinjati, ne, da zato, da vidiš, je potrebno, da vidiš pravilo, je potreben, po mojem, malo analitičnega talenta in ogromno vaje in ogromno dela, ne. Meni se dogaja, da ko v nekih tabelaričnih oblikah gledam maso podatkov, ne, se mi tako kar lučke se mi posvetijo, ker se mi prikazujejo pravila, ki veljajo. Jaz se izjemno veliko ukvarjam z podatki o afinitetah, ki jih imajo ciljne skupine do različnih kazalnikov, različnih podatkov, različnih znanj. Kaj pa je vse skupaj matematika? Vse skupaj je matematika, vse skupaj je statistika, premešana z nekaj logike. Ali pa z veliko logike. Kje pa bolj prostor za psihologijo? Tisti, ki romantično živijo znamke. Zdaj, tle moram jaz, ne. Zdaj, Mitja je zaljubljen v podatke in analitiki in je tem briljanten in tudi, ker pozna toliko vsega o znamkah, o osebnostih, o vrednotah, tudi zna odlično izluščiti tiste prave, ki v določenih momentih ti pomenijo največ oziroma so tisti, na katere se moraš osredotočiti. Zdaj, jaz bi zopet se malo vrnila na ta pač vodilo našega zakona znamčenja in to arhitekturo izgradnje znamke. Mi moramo ločiti, kdaj delamo zadeve, ko postavljamo nek produkt na novo in kateri podatki so takrat pomembni. Potem moramo ločiti, katere podatke in katere vrednosti in kaj gledati, ko postavljamo neko strategijo. In potem je še tretji nivo, ko gremo v izvedbene aktivnosti, katere zadeve vezano na znamko zgodbe. In to zopet izrabimo in so pravi, da naredimo prave kanale, pravo ciljenje, odnose, kdaj kupec ki odreagira ali pa poslušalec ali bralec. In to je pač temelj, zopet spada v ta temeljni del. Potem pridemo pa do izvedbenega dela, ko mi pa izvajamo, pa ne govorim, zdaj govorim pa v širšem kontekstu marketinga. Eno so tržne komunikacije, drugo je del oglaševanja, potem so komunikacije na kanalih, kot so izkušnje znamke za prekupljivnežev zdaj, zadeve, ki se ne merijo tako kot digitalni kanali, in še e-mail marketingi, CRM-ji, direktna prodaja, se pravi, tega je ogromno. In se mi zdi, da v tej, rečemo temu, lovu za vse moramo meriti, je tega res postalo toliko, da vse zbiramo, vse merimo, ampak v eni fazi si pa moramo reči, ok, kaj je naš cilj bil pri posamezni aktivnosti. In se mi zdi, da tle pa mi, in to vzamem tudi na nas, ko delamo, ko dobivamo briefe iz strani naročnikov oziroma oglaševalcev, mi premalokrat stopimo korak nazaj pa rečemo, kakšni so poslovni cilji, kakšni so trženjski cilji,
a lahko mi naše tržno-komunikacijske cilje uparimo z tem in jih konkretno damo, ker potem to pomeni, da ko bomo mi vedeli, na katerem kanalu smo, bomo tudi format in cilj tega kanala izbrali na način, da ga lahko potem uparimo. In potem pridemo na pogostost sporočil, kolikokrat, in tle pa pride ta človeški faktor starega zakona, kolikokrat mora biti nekdo izpostavljen sporočilu, da bo si zapomnil, da bo vedel, da bo razumel. Se pravi, in to je frekvenca, ne? In mi na digitalnih kanalih recimo imamo influencerje, imamo družbena omrežja, imamo to, mi z lahkoto lahko zračunamo opportunities to see. In mi moramo to vedeti, mi moramo potegniti skupaj vse te kanale in pač jih dati na neki imenovalec, da mi izračunamo, ker je to čist enako veljavno kot v vseh prejšnjih kanalih ali pa v prejšnjih dobah, ko ni bilo poplave pač kanalov, ne? In s tem pridemo tudi na to, ker mislim, da smo se pogovarjali, a smetimo, ne? Ja, določene znamke smetijo, ne? Ker to, da si vsak dan z nešteto sporočili pač prisoten na določenem kanalu, mogoče ni nujno potrebno, ne? Ampak zaradi tega, ker moramo biti prisotni, imamo, ne vem, kompleksno shemo izdelčnih skupin, recimo, v katerih moramo komunicirati, pride dejansko od znamke lahko polucija in smetenje nekih sporočil, ki so lahko čisto pravilno zastavljene, da ne bo, da so napačne ali pa nekvalitetne ali pa nepravilne. Ampak količina, koliko in kako hitro sporočila spreminjamo, ti jo pa da se razbrati iz ravno tega, ko upariš vse te podatke in jih daš na skupni imenovalec in izmeriš frekvenco. Pri oglaševanju se meri frekvenca, ampak tudi z neplačanimi vsebinami se da izračunati opportunities to see, recimo. Pogovarjali smo se, da so že okolja precej zasičena in super si zdaj to umestila v kontekst smetenja. Ampak zdaj je tako, ko sem vaju poslušala, ne, pa se probamo živeti čistko na stran znamk. Eno so mogoče te večje, velike znamke podjetja, oni si lahko mogoče tudi bolj privoščijo, imajo tudi gotovo v oddelkih zaposlene analitike, pa lažje mogoče tudi potem, ali pa hitreje grejo vse te sinteze, interpretacije, predelave in potem v končne uparitve podatkov. Kaj pa po vajinem mnenju ena srednja pa manjša podjetja oziroma manjše znamke, ki si šele utirajo pot in tudi na trgu imajo pač druge tržne deleže v primerjavi z večjimi? Tako bom vprašala vaju ali pa izvala, ne? Ogromno podatkov imajo znamke, zbirajo. A bi se mogli potem tudi oni na to vrstno logiko opirati? Logika je v vseh primerih enaka. A gre za velikega oglaševalca ali pa upravljalca velike korporativne znamke, ki ima znotraj svoje arhitekture več vrst znamk, ali na drugi strani, in na koncu koncev. To so manjši sistemi, ne? Tudi in imajo ta veliki tudi zaradi tega večje investicije v komunikacije in oglaševanje. Enaka logika je pri manjših, ne? Oni imajo veliko dela, veliko ciljnih skupin, veliko znamk, veliko vsega početja, zato potrebujejo še bolj poglobljene fokuse. Ne, potrebujejo toliko več fokusov, ne? Manjše znamke, srednje velike znamke, pa ravno tako v konkurenčnem prostoru rabijo vedeti, kje so, kako jih vidijo potrošniki, kaj je njihova zgodba in jo peljati naprej. Ne? Torej, ne gre toliko za koncept, da imajo ful veliko ljudi, ne imajo pa malo. Ne. Potrebujejo veliko ljudi, da obvladujejo velik sistem, in na drugi strani manjši potrebujejo manj ljudi, ampak metodologija početja, koncept početja mora biti pa pravzaprav v obeh primerih. Za dobre prakse znamčenja. Jaz bi si celo upala trditi, da je to še celo bolj pomembno in bolj ključno za manjše znamke. Zakaj? Z lahkoto si rečeš, brez da bi pač kakšne podatke pogledal, vsi so na družbenih omrežjih, pa bom jaz tudi. Če ti res dobro ne veš, kdo si kot znamka, kaj je tvoj arhetip, osebnost, kaj so tvoje te vrednote in zgodba, ne boš tudi 1000 evrov lahko zapravil za neumnost. Neumnost, prav dobesedno neumnost. In to samo zaradi tega, ker sklepaš po sebi. In to je največkrat pač
dejansko naš lasten problem osebnostni, ker vsi poskusimo na prvo žogo, če se res ne streniraš in deluješ v svetu znamčenja, ko moraš dati sebe na stran, postavimo in izhajamo iz sebe. In tle so pasti za manjše znamke. Ampak manjša znamka, ko to manjšo količino podatkov, se ne rabijo tu velike raziskave. To se da zelo enostavno z nekimi meritvami in delavnicami narediti in potem ti to postane nek kompas. In to je osnova in ko ti dejansko vidiš, kaj želiš narediti z znamko, pri majhni znamki, ti lahko 2000 evrov zadostuje za neko zadevo komuniciranja in boš dosegel več, kot če bi vrgel 10 000, recimo tam, kjer so vsi. Saša, briljantno si zdaj izpeljala kompas. Še eno besedo, pa dajmo malo iti še v ta znamčni kompas. V redu, podatki. Se strinjam, sta me prepričala, tudi manjše znamke lahko dosti hitro, pa pač z drugimi načini pridejo do podatkov. Jaz se vedno potem v praksi sprašujem, ne? Potem pa sama komunikacija. Ja, hitro zaideš v to skušnjavo, vsaj dajmo iti na družbena omrežja, ne? Pa tam nekaj narediti. Jaz se vedno pri teh nastopih tako sprašujem, ne? In to je tudi ni univerzalnega recepta, kako dobiti neko pravo mero ali pa merilo ali pa ta pravo recepturo tega nastopa, ne glede na kanal, no, ki ga na koncu izbereš. Kdaj v bistvu nekatere znamke že res pretiravajo? Ker v bistvu tako, po eni strani si obremenjen s tem, da moraš komunicirati. Dejstvo je, da ti moraš s trgom komunicirati. Po drugi strani pa kdaj se ujamejo v zanko, ko je to že preveč in v bistvu smetijo, pa se tega niti ne zavedajo. Ne? Torej imamo podatke, ampak dajmo še malo razdelati ta znamčni kompas. Kako to v praksi? Kaj bi ti rekla, Saša? Jaz bom začela, ker malo sem vrnala nazaj, ko sem rekla, da moramo vedeti, katere podatke uparjati. Ne glede na velikost znamke, ne glede na količino kanalov, kjer komuniciraš, moraš vedeti, kakšna naj bo tvoja pogostost sporočanja. In se mi zdi, da smo v tej dinamiki digitalnih kanalov, ko se nam zdi, da je vse hipno, da je vse, malo spregledali to, da prehitro menjujemo sporočila. Se strinjam. Količina podatkov danes, s katero je zbombardiran klasičen potrošnik, uporabnik, je večja, kot je bila kdajkoli. In ne moramo vsega sprocesirati. Kar pomeni, da on tistih x sekund, ki jih nameni neki znamki, bo jutri jo že pozabil, jo ne bo videl. Zato tudi recimo na digitalnih kanalih ne merimo več, koliko imamo sledilcev, ker je to postalo zaradi algoritmov, kako funkcionirajo, popolnoma nerelevantno. Torej se moramo res osredotočiti, da si prvo odgovorimo, tudi če konkurenca več frekvenčno, bolj frekvenčno komunicira. A je to res tisto, kar za mojo znamko pomembno. Dajmo malo v bistvu mogoče sporočila dlje držati. Ko si mi zastavimo smer in to arhitekturo, jedro, ki je osredotočeno in je zgodba, dajmo jo peljati toliko časa, da smo sigurni, da so večinski delež naše populacije, ki so potencialni ali kupci, poslušalci, bralci, so bili izpostavljeni sporočilu dostikrat na pravi način, za pravo zgodbo, da smo dosegli zapomljivost in potem nek namen nakupa ali karkoli. Tako da jaz bi rekla, da smo mogoče s to obsedenostjo algoritmov pozabili na osnovna pravila nekega znamčenja. Samo to obsedenostjo, da preveč hitimo izdelovati nova sporočila, včasih, čeprav razumem, nič narobe, če se obstoječa ponavljajo. Mislim, včasih je fajn, zdaj zopet moramo vedeti, kaj želimo znamko početi. Ne? Če je znamka uveljavljena, ima veliko pozicijo na trgu, je zrela znamka, se ne uveljavlja, ne? Je ta taktika frekvence, pogostosti sporočila ali pa kaj, kje, kako drugačna od nekoga, ki vstopa na trg ali pa je manjši. Ne? In tle potem moramo vedeti zopet in nekaj o znamki, kakšna je, ali tudi tle je fino vedeti, ali je znamka uspešna pri prodaji. Ker če je prodaja v upadanju, moramo mi tudi količino, dolžino, način sporočanja in frekvenco se lotiti popolnoma drugače. Ne? In potem tu ne gre več za smetenje, gre za v bistvu zajezitev upadanja. Zato pa je še enkrat, ključno je, da se držimo svoje zgodbe. Ja. Svoja zgodba pomeni, da iz zgodbe poberemo tipične besede, ki jih moramo v komunikaciji uporabljati in jih moramo peljati dolgi rok.
In hkrati ob tem je super fajn, a ne, če mi radi govorimo o percepciji, ki je ključna, a ne, znamka nima objektivnega obstoja, je samo zbir percepcij, ki jih v glavah nosijo potrošniki. Skratka, to moramo znati zmeriti. Kar pomeni, ko ponavljamo ključne besede, ki izhajajo iz zgodbe znamke dlje časa, je super fino, če to zmerimo in vidimo, kako potrošniki, kako uporabniki te elemente, ki smo jih sporočali, dejansko pripisujejo. Vedno moraš narediti evalvacijo, da vidiš, kaj funkcionira. Ne, sam še to ne, da ne bo napačnega razumevanja. Ne. To ponavljanje je pomembno z vidika vsebine, ne pomeni pa nujno, da ne smemo spreminjati svojih kreativnih rešitev. Zopet, v začetku je Saša povedala pomen identitete znamke, vizualizacijo ali pa vizualno podobo znamke, slišno podobo znamke. To so vse elementi, ki jih moramo ves čas spremljati in v tem delu pač preprosto se prilagajati temu, kar o nas menijo potrošniki. Tle moram še dopolniti, preden bomo nadaljevali, da pa malo kritike dati na kako funkcioniramo v agencijah. Kreativci delujejo njihovi možgani na čist poseben način in oni konstantno kreirajo in dosti hitro te lahko zanese v vode, ko kreiraš kampanjo za kampanjo za kampanjo, ki so osredotočene pravilne, ampak zopet pogrešam staro dobo in stari čas, ki je bil boljši za znamko in tržne komunikacije. V čem je bil stari čas boljši? Komunikacijske platforme so se delale. Komunikacijska platforma in komunikacijska strategija je veljala 2 do 3 leti. In ti si znotraj tega kreiral akcije in zadeve, ki niso bile samostojne kampanje, ker je bilo nepotrebno. Ker seveda, saj si imel strategijo, to gre za prodajni del, to gre za to, vse to je držalo, ampak platforma je bila jasna. Ker je bilo jasno, je res, da je bila dinamika kanalov sporočanja, količine informacij manjša, zato je bil čas daljši, ampak še vedno mislim, da pri določenih zadevah znamke bi morale uvesti nazaj komunikacijske platforme in reči, naslednji 2 leti je to naš teritorij, naše polje in naša komunikacijska platforma. A meniš, da omejuje količina kanalov in vsega, kar je na voljo pri uvajanju ali pa malo večji osredotočenosti na komunikacijske platforme? Ne, jaz mislim, da je to čisto... Kje se zatakne? Jaz mislim, da je čisto psihološko, ker ko ti moraš dnevno sproducirati, zdaj govorim o malo večjih znamkah, ko ti moraš dnevno sproducirati za 30 kanalov, za 3 izdelčne skupine sporočila vezano na nekaj, je avtomatsko logično, da se ti zdi po percepciji, da si že vse povedal in da je bilo dovolj dolgo časa. Rabimo nekaj novega, svežega, da nas ne bodo pozabili. Ampak zakaj so znamke toliko obremenjene s tem, da je treba takoj hitro nekaj novega, svežega povedati? Se bojijo, da bodo zaspale, kaj pa če bodo s tem dosegli ravno nasprotni učinek? Jaz mislim, da je bilo obdobje prelomne točke z razširitvijo digitalnih kanalov. To je čisto laično gledano. Digitalni svet, Ko se je digitalni svet pojavil, se je pojavilo kar naenkrat v konkurenčnem okolju znamk, ki so prej veliko investirale v tržne komunikacije in oglaševanje predvsem, poplava manjših znamk, ki so postale konkurent. Manjša znamka je bila na digitalnih kanalih prva, uspešnejša, bolje komunicirala. Zakaj? Ker so to delali sami ponavadi tisti, ki upravljajo te manjše znamke. Ja, seveda. In so s tem malo dvignili mejo in pričakovanja kupca od velikih. In ko so veliki zagnali ta ustroj, je to ostalo in zdaj je to ratalo dejansko pač mogoče na neko fazo že lahko v določenih momentih slabše za znamko. Pogotovo, mislim, spet je odvisno, v kateri fazi življenja določena znamka ali pa v kateri kategoriji. Ker kategorija hitre potrošnje, kot so hrana, izdelki, pokvarljivi izdelki ali pa z omejenim rokom trajanja, seveda ne moreš 2 leti govoriti o tem izdelku. Ampak za neke pomembnejše vidike znamke ali repozicioniranje, ali uvajanje novega izdelka na trg, ali izgradnjo nekega novega teritorija, ali dvig
nakupov ali pa pogostosti nakupov. To so pa področja, ki jemljejo več časa. In te bi pa morali dejansko se vrniti z starim zakonitostim, mogoče reči, glejte, to je pa teritorij, ki ga naša znamka potrebuje, ker je to osnova, tle zgubljamo, tu pa moramo zdaj pač z isto zadevo osredotočeno nazaj pač potegne to jedro znamke. V svoji dolgoletni karieri sta že videla in spremljala ogromno kampanj, takih, ki trajajo dlje časa. In če malo zdaj pustimo vse skupaj, to podatke in vse, kar paše zraven, čisto na prvi uč, ker gotovo to takoj prepoznata, kaj je tisto, kar po vajinem mnenju znamko najbolj izda, da ni dobro nastavlja strategije, da ne vesta podatkov, pa vseh ciljev v zadju, pa vsega budžeta v končni fazi, to pa imata že izostreno oko, pa čutila, evo, ta strategija pa glih ni bila učinkovita. Jaz se to res rada v panogi pogovarjam, pa vaju bom izvala s tem vprašanjem. Stvar z mojega vidika je stvar preprosta, ne težim s to osredotočenostjo zgodbe znamke na vse elemente, o katerih sem govoril. To se vidi. Ne? Če si kritičen opazovalec, potrošniki niso tako kritični kot mi, ki delujemo v stroki. Vidiš znamko, ki deluje razpršeno. Zelo preprosto. In seveda, ne, ko to, kar vidiš v oglaševalskem svetu, upariš s podatki, ki govorijo o uporabi znamke, s podatki, ki govorijo o percepciji znamke, je korelacija je preprosto popolnoma jasna. Ne bom navedel enega konkretnega primera, ne, ampak vem za znamko, ki je imela ogromen tržen delež, jasno strategijo, ki se je videla iz vseh komunikacij, ki je rezultirala v percepcijskih podatkih. Jaz sem celo v nekem poročilu davnega leta 2000 napisal, ta znamka je unbeatable na trgu, ne? Da bi ta znamka iz ogromnega tržnega deleža padla na relativno majhen tržen delež, bistveno 3-krat manjši, kot je bil, samo zato, ker je spremenila strategijo in taktiko in je začela delovati razpršeno. Ni spoštovala krovnega značaja znamke, ampak je začela spoštovati izdelčni koncept znamke. Ko smo merili percepcije, je tako rapidno iz leta v leto potrošniki, kupci preprosto niso vedeli, šta je umetnik htel da kaže. Kako žalostno za znamko, ne? Katastrofa. Ok, omeniš osredotočenost oziroma neosredotočenost, pa razpršenost. Saša, bi ti še kaj dodala v smislu, ni bila dobro zastavljena strategija, takoj se vidi? Ne, jaz bom to rekla, prepogostokrat se nam zdi, če pride do takih kritičnih vprašanj, da okrivimo kreativa je slaba. Daleč od tega, ne. Ne govorimo tle o kreativi, ker kreativa je zopet zelo subjektivno. Ali je všečno ali ni všečno potrošniku, in če si ti nisi ciljan, pač mogoče ti ne bo všeč, ker niti ni namen, da ti je všeč. Ampak pomembno pa je to, da vseeno veš, koga nagovarjaš. Ta življenjsko specifičnost sloga. In kje se to najbolj pozna? Generacija Z, Gen Z nam je bil vsem mal neznanka, vedeli smo, da so popolnoma drugačni vse, in znamke so planile, pa ne govorimo samo o eni znamki, večino njih je planilo na Gen Z kot ne marajo klasičnega oglaševanja. Ampak še zopet smo delali neke igrane skeče, humorne zadeve, ki mogoče pač niso glih tiste, ki odražajo zopet osredotočenost in osebnost znamke. Ne? In to je tisto, ko govorim jaz o tem kompasu in arhitekturi in zakonitosti. Znamka mora imeti to jedro, ne glede na to. Tudi če bo prišla generacija Alfa, ki prihaja za Gen Z-om, ki je zopet pa popolnoma nasprotno, ki že niti Gen Z ne razume več generacije Alfa, zdaj po prvih teh raziskavah, ki prihajajo, jezik imajo drugačen, obnašanje imajo drugačen, vse je drugačno od Gen Z-a, ko smo se jih glih malo navadili. To zopet ne pomeni, da bomo mi kot znamka pozabili na to, kaj smo, in pa zdaj bezljali za generacijo Alfa in pozabili vse ostalo. Ne. Ciljna skupina, življenjski slog, kupec ima svoje specifike. Na drugi strani je znamka, ki je to, kar je. In
Jaz bi samo tukaj, evo, se na tej točki ustavila, zdaj smo pa odrli v polje generacij. Pa vaju bom izvala z vprašanjem. Kar naenkrat se ukvarjamo z generacijo Gen Z in to je zdaj čisto tak moj osebni medklic. Kje smo pa mi vmes malo pozabili, vsaj tako se meni zdi, ne ukvarjamo se nič več z generacijo Y, generacijo X, tudi baby boomeri, to so vsi potrošniki. O alfah in alficah vem malo več, čist bom rekla iz enega drugega zornega kota, je pomembna generacija, ki prihaja. To je pač generacija, ki najbolj aktivno, tudi po vseh raziskavah, to ne govorim na pamet, vpliva na soodločanje znotraj gospodinjstev. Itak, evo, letos smo v letu 2025, ko se že rojevajo generacije, betice in betki, rečeme zdaj v šali. Ampak zakaj se tako hitro zapičimo v naši panogi in velja za vse znotraj oglaševalskega trikotnika, zdaj pa Gen Z. Nič ne počnemo z ostalimi generacijami, pa problematiziramo, analiziramo. Evo, čistko v luči podatkov, ali me samo vtis vara. Mi to počnemo. Mi to počnete, Seveda, ne. In z tega vidika tudi opozarjamo svoje naročnike, da je treba paziti, ne. Tle je super fajn. Jaz vam izjemno rad, sem ga že v prvem podcastu omenil, strica Rogersa, ki po svojem konceptu deli svojo populacijo in to je tisto, kar je za znamke zelo pogosto zveličavno in primerno. Ne. Torej, vedeti, kateri del populacije sodi med inovatorje, zgodnje sledilce, zgodnjo večino in tako naprej. Ne. In seveda, ne, znotraj tega, generacija Z ta trenutek je pomembna, ne, mi je všeč, da si omenila, ne, imajo velik vpliv na nakupne odločitve, ne, ampak vendarle niso edini. Tu je generacija Y, tu je generacija X, starši generacije Gen Z-ov. Skratka, gre za en konglomerat in preplet, znotraj katerega moraš po različnih kriterijih iskati prostor za svojo znamko in zopet in še enkrat in še zadnjič, ključ je v fokusu, ki ga moraš držati. Na to, kar si, na to, kar je tvoja ciljna skupina in na to, kar tvoja ciljna skupina počne v mediju. Tle bi še to dodala, ne? Ko enkrat to definiraš, to ne drži zavedno. Zavedno, ja. Ne? Vam dala pač primer, da imamo skozi sam Gen Z, ne? Če gledamo 10 let nazaj, kaj je bila življenjsko-slogovna specifika upokojencev in kaj je danes življenjsko-slogovna specifika upokojencev, kaj oni počnejo, kakšen je njihov state of mind, kakšni so, kaj kupujejo, kaj jih zanima, in x let nazaj sta to dve popolnoma različni sliki. Tako da vse te situacije ti konstantno to spreminjajo. Življenjsko-slogovne opredelitve o navadah, o tem, kdo so, na katerih medijih se nahajajo, kaj kupujejo, kaj jim je pomembno, katere vrednote osebnosti jih pritegnejo se poistovetiti z njim, je pomembno in to je spreminjajoče. To moraš pač osveževati. Tudi če ti veš, da je tvoja, ne vem, primarna skupina upokojenci, to pomeni, da jo moraš spremljati, kakšna je ta skupina, kakšne so njene navade, ne? In na drugi strani potem temu primerno tudi prilagoditi taktike, kanale in kje boš nastopal in to ne pozabiti. In potem še to greš korak nazaj, kot je Mitja rekel, in potem pogledaš strukturo vseh tvojih kupcev, uporabnikov, bralcev in pogledaš, kakšni deleži so v strukturi po Rogersu. Kar pomeni, da ti moraš vedno balansirati, da veš, kdaj in je že tvoja znamka ti nakazuje, da bo šla v zaton, ker starejšo, ko imaš ciljno skupino v svojih kupcih, ne, prej bojo mogoče nehali kupovati ali pa ne bo več interesantna, kar pomeni, da ti moraš konstantno spremljati ta dva vidika, ne, in jih osveževati. Se meni je to čar naše panoge, no? Ker v bistvu to je čar naše panoge in to je... spremljamo te generacije tudi skozi čas in nekaj, kar je za določeno generacijo, to je super Saša izpostavlja, veljalo 20 let nazaj, sigurno danes ne. Ogromno podatkov zberemo, a mogoče preveč sam po defaultu nekaj zbiramo, bi bilo boljše recimo čisto kot neka popotnica podjetnim znamkam. Dajte se fokusirati vsaj, no, pa če imate omejena sredstva, na neke te skupine podatkov, to je recimo must have, pa katera bi rekel, da so must have podatki. Ja, definitivno imaš prav. Za sprejemanje, moje mnenje je, tako ravnam, za sprejemanje ključnih
vseh ključnih stvari, ki vodijo do prave osredotočenosti znamke, sta pomembni dve skupini podatkov. Eno so podatki, ki izhajajo iz baz o uporabi znamk. Okay. Jaz uporabljam TGI, obstajajo tudi drugi. Dobro. Torej, en vidik, in drugi vidik je podatki, ki jih je potrebno zmeriti, mi to tako počnemo, so podatki o percepciji znamk. In ko to med sebojno pokrižaš, imaš postavljeno bazo praktično za vse ključne aktivnosti, ki jih moraš peljati. Okej, na izvedbeni bazi, ali pa na izvedbeni ravni, seveda so ključni tudi tisti podatki, ki jih imajo v podjetjih o konkretnih nakupih, o konkretnih porabnikih, seveda, iskanje leadov, seveda, ampak za postaviti strategijo, za postaviti ključne postulate znamke, za odločiti se, za določiti ciljno skupino in za določiti medijsko disperzijo za tvojo znamko, je pa to. In ti najbolj uživaš, ko pride do tega križanja. Tako je. Ker ko gremo pa v taktično izpeljavo, pa merjenje rezultatov, pa jaz sem to rekla, res dajte spremljati samo cilj, ki ste si ga zastavili. Ko mi te rekel, če mi želimo povečati prodajo, dajmo iti z formati in kanali v lead gen, dajmo meriti konverzije. Ne rabimo vedeti vsega telka, koliko je videl, koliko je bilo engagementa, ne, v končni fazi mi moramo zračunati, koliko nas je investicija v eno konverzijo oziroma en zbran kontakt pač stala in kakšen procent je bil te konverzije. In to je vse, kar rabimo meriti, če nam je cilj pač zbiranje podatkov oziroma konverzija ali pa nakupa. In vse ostalo, ja, super fajn. Dajmo imeti o znamki na splošno nekaj gor, tam je pomembno, kaj nam je pomembno, ampak ne pa zdaj kar tudi za najmanjši cilj, kar vse poročati. Ker potem to nihče ne v pogledu. Super, osredotočenost, fokus, oznamčeni postulati, znamčni kompas. In gremo dalje in smo zmagali. Za začetek, Ja. In konec. V bistvu zdaj smo kar zaokrožili neki pol različnih, super mi je, da smo se dotaknili konteksta podatkov. Super mi je, da v bistvu sta tudi obratno sprejela moj izziv, s tem, ko sta me povabila, da povem par besed o mladini, da tudi jaz vaju dva sprašam kakšne stvari, to mi je všeč. Tako da jaz mislim, da vedno je treba pač biti navdih za znamke. Kot rečeno, to je panoga, ki nikoli ne počiva. To je panika, ki nikoli ne počiva in ravno zaradi tega, ker se stvari tako hitro spreminjajo, moramo spremljati, moramo vedeti, kateri so tisti ključni podatki, moramo vedeti, da živimo v dinamičnem svetu in se moramo temu znati prilagajati, ampak znotraj teh prilagoditev vendarle držati svoj fokus. Dragi dekleti, izjemno sem užival v današnjem klepetu. Hvala vam, da smo se povabili, Lori. Mislim, da smo se imeli fajn. Ja. Upam, da smo kaj koristnega povedali. Hvala obema. Hvala.